Tudi vi ste se srečali z multiplo sklerozo, z boleznijo, ki vas zdaj spremlja že kar nekaj časa. Zato bi vas vprašala, kako ste kos izzivom, ki se pojavljajo, kako vam uspeva, da živite nadvse polno življenje in kaj vam pomeni možnost, da lahko sodelujete v sklopu podporne skupine. Glede na to, da je moja diagnoza zdaj že skoraj polnoletna, da že imam nekaj časa, se mišljenje o diagnozi multipla skleroza skozi leta spreminja. Na začetku predvsem je bil tisti strah, v najstniških letih sem zbolela, nisem vedela, na koga se obrniti, kako sploh sprejeti tako težko diagnozo. Moram reči, da v času hospitalizacije so mi zdravniki in ta tim medicinskih sester, ki delajo v UKC Maribor, to besedo zelo dobro približali. Razložili so mi, kaj ta termin besede sploh pomeni, in tako nekako v tistem času hospitalizacije sem tudi to bolezen doživljala. Najhuje je bilo, ko prideš domov, potem se pa sam moraš soočati z diagnozo in z življenjem, ki te čaka doma. Predvsem strah je bil tisti dejavnik, ki me je ohromil. Moram reči, da predvsem z podporno skupino in z ljudmi, z bolniki, ki te razumejo, si lahko pravzaprav človek, kot si, brez sprenevedanj, brez nekega razmišljanja, kaj bo, brez temne prihodnosti. V glavnem pomembno je, da daš čustva, ki jih doživljaš, navzven, da tudi sprejmeš sam svojo diagnozo in potem tudi sprejmeš prijatelje, ki imajo to diagnozo. Menim, da je pozitivno razmišljanje tudi v časih, ko ti je hudo, zelo dobra popotnica za naprej. Podporna skupina mi zelo dosti pomeni. Predvsem ta igriv nasmeh in to pozitivno mišljenje, tudi ko ti je hudo, ki ga želiš pričakati svojim najbližnjim, takrat lahko tam razbremeniš. Takrat si lahko iskren do sebe, do svojih prijateljev, ki so v podporni skupini, in lahko kažeš čustva, ki jih mogoče pred bližnjimi ne moreš. Kajti to so čustva šibkosti. Predvsem doma ne želiš biti šibek, zaradi tega, ker si pač bolnik z multiplo sklerozo. Menim, da podporna skupina, kar mi je dala, je predvsem to iskrenost do sebe in iskrenost do vsakdanjega življenja, da lahko si, kar si, in potem tudi diagnozo lažje sprejmeš. In predvidevam, da kazanje občutkov šibkosti, ki jih omenjate, na koncu kulminira tako, da v sebi okrepite moč. Tako je, res je. In ko enkrat tako to spoznaš, jaz menim predvsem, da sam težko spoznaš to. Zelo dobro pa je, da imaš nekoga ob sebi, ki te k takim čustvom spodbuja. Predvsem, da si odkrit do sebe, in menim, da je to res zelo dobra popotnica za naprej.